naslednjo predstavitev bom po moje obžaloval. In sicer, naslednje predavanje ga bo vajbalo na hard. Zato ga ne ghostat, ker vas bo FOMO požrl. Predavateljica je totalni riz model s ful enega klauta IMHO, pa čeprav je tale njena napoved morda malo bolj cringe. O tem, kako generacijo Z navduševati za branje, pisateljica in gimnazijska profesorica slovenščine Mateja Gomboc. O moj bog, kako veliko se vidi. Torej, kar me je malo prestrašilo. Ja, torej najprej morda tale naslov, ki ga je predstavil Ambrož, je bolj zgovoren kot ta, ki sem ga jaz potem dala oziroma prevedla, kajti ta naslov je mogoče samo eden od poskusov, kako navdušiti in s kakšnimi izkušnjami se jaz soočam oziroma kakšne jih imam. Upam, da vam bom zdaj v svojem predavanju lahko to predstavila. Je pa tale slika zgovorna. Kaj v sodobnem času nadomešča knjižne police? Drugačen svet, skratka. In mogoče, kaj tako velikega še nisem videla v življenju. No? Skratka, ko sem to videla, me je kar malo prestrašilo, ampak tale podoba mi je, torej zakaj sem si izbrala tole podobo, vse verjetno prepoznate, da sem to jaz v svojih najstniških letih. Čisto sem navdušena nad hlačami, ki so rasle z mano, kot vidite, nekajkrat jih je mama odparala in ponovno majčkeno podaljšala in tako naprej. Skratka, nekaj let so rasle z mano, vključno s čevlji. Ko sem v 8. razredu nekako nehala imeti številko 37, sem jih dobila in mislim, da sem se vpisala na faks v njih. Ne? In so močno zguljeni ti čevlji, pa tudi tale smrkla je v naravi. Torej, kar smo počeli, a ne? In smo sedeli na tleh in predvsem pa smo se družili. Tukaj ni selfie, ta fotografija ni selfie, ampak me je fotografiral en občudovalec, a ne? In tako da sem, lahko rečem, s to fotografijo nastopam v primerjavi s sedanjo generacijo. Ne, da sem jaz bila boljša in zdaj generacija slabša, ampak smo pa različni, ne? Zdaj, kdo sem? Kot je že Ambrož povedal, ja, res sem profesorica slovenščine in italijanščine. V resnici sem sam prvo leto poučevala italijanščino, povsem vse skozi slovenščino. Še vedno sem profesorica, še eni 2 leti bom najbrž. In učim pa vse skozi sem učila v srednji šoli. Najprej v Novi Gorici, zdaj pa v Ljubljani. Potem sem pa tudi avtorica jezikovnih priročnikov za slovenščino, kar me je tudi zaznamovalo, ker slovenski jezik preprosto obožujem. Odkar pomnim, ga obožujem. In verjetno je tudi to botrovalo, ker sem kot majhen otrok živela v zamejstvu in tam je ljubezen do slovenskega jezika še toliko večja in zglednejša. In me je to res me je zaznamovalo za vse življenje. Pa sem pisateljica tudi, zaradi česar zelo veliko svojega časa ne samo preživljam v samotnosti ustvarjanja, ampak tudi med otroki in mladostniki, ko jih obiskujem po šolah, bodisi osnovnih, bodisi srednjih šolah. In pa tudi prevajalka sem, kar je tudi iz italijanščine seveda večinoma, kar me pa tudi, lahko rečem, zaznamuje, ker s prevajanjem leposlovnih romanov, predvsem z knjig iz italijanščine, dobivam informacijo o drugačni kulturi, eni drugi kulturi. No. Seveda jo dobivam tudi z branjem knjig tujih avtorjev. Ampak kot prevajalka mi je to zelo zanimivo. No. Tudi to me zaznamuje, da sem iz 2 delov Slovenije, v smislu, da sem stalno razpeta med svojim domom, ki je Vipavska dolina oziroma zdaj Kras, in pa da živim v Ljubljani večinoma časa in tudi tu sem v službi in tudi tu večinoma ustvarjam in tako naprej. Ker na Primorskem nimam časa ustvarjati, ker je tam narava, veste, ne, sem zunaj. Ja, no, torej, zdaj pa generacije, s katerimi se soočam, del moje predstavitve bo povezane čisto z raziskavami, ki so povezane bile z člankom, ki sem ga napisala o bralnih kulturah pri najstnikih za revijo Otrok in knjiga.
se je pa to začelo zato, ker sem ob pogledu na svoje dijakinje predvsem bila zgrožena, kako so čudovite in lepe bile, ampak nezadovoljne same s sabo, kako so neprestano delale selfije in brisale svoje podobe in se šobile in tako naprej in bile nesrečne, ker so bile na fotografijah grde, kako bodo to objavile. Bilo je to na eni ekskurziji in takrat sem rekla, to moram pa jaz raziskati. In tako je prišlo pravzaprav do tega, da sem te generacije tudi raziskala in verjetno bom večini od vas to ponovila, to vi poznate, ne? Da pač to prvo generacijo sem dala v oklepaj, ker s temi generacijami se ne soočam kot profesorica oziroma pisateljica. Sem zadnja generacija baby booma, poročena sem tudi z enim baby boomerjem in drugače pa druga generacija, torej ta generacija X je večina torej to so večinoma moji prijatelji, moji sodelavci in vedno dodam tudi, da smo to prvi uporabniki računalnika, torej mi smo se naučili računalnik tam v študentskih časih, recimo mogoče nekoliko že dijaških, ampak v tistem času prvi, potem pa internet šele pozneje. Jaz se spomnim kot mlada mamica, kako smo prižgali internet in je nekaj tak časa, se spomnite, ne? Ker je bilo to analogno, ne? No, ampak potem smo pa tudi v DOS-e, a veste, se spoznali, a ne? In potem gremo pa s naslednjim generacijam. Naslednja generacija je generacija milenijcev. Kot vidite, se generacije menjavajo približno na 15 let, ne? Torej, generacija milenijevcev je generacija mojih 3 hčera in prijateljev in nečakov in tako naprej. Torej, ti otroci so tudi, če pogledam jaz znotraj svoje družine, so generacija, ki je že uporabljala računalnik od vsega začetka, od rojstva in tudi že internet nekako sprejemala kot nekaj samoumevnega. Se pravi, to so že rojena generacija v tale svet računalniški. Generacija Z, o kateri bomo pa največ danes govorili, zaradi tega, ker je to generacija, pri kateri so zdaj otroci stari od 20 do 15 let, ne? Razumete, ne? Torej, to je generacija mojih dijakov konkretno, srednješolcev sedanjih. To je pa generacija, ki je dobila pametne telefone v večini že v osnovni šoli. O tem bomo še pozneje govorili, ki je generacija samoumevnega druženja onstran, a ne? In pa generacija selfijev, tudi o tem bom pozneje malo bolj natančno govorila. Torej, že milenijci so bili nekateri moji dijaki, generacija Z pa večinoma, ne? No, generacija, o kateri zdaj govorimo kot o otrocih še, je generacija alfa, se pravi, to so generacija, ki so zdaj v osnovni šoli oziroma mlajši in so že otroci samoumevno stalno zvočnih signalov, se pravi glasovnih sporočil in pa samoumevna jim je umetna inteligenca. Smo leta 25, ko naj bi se nova generacija začela, še ni poimenovana, menda bo beta, če sem prav razumela, ne? Torej to, kakšna generacija bo, ne vemo, ampak se pa resno sprašujemo, glede na to, kar sem raziskala, a je to še generacija, ki bo sposobna branja, kajti tale generacija, torej prve 3 so generacije, ki berejo, ki so samoumevno primajo še knjigo v roko. Torej, ko sem se pogovarjala s hčerko, ki je prav tako profesorica slovenščine in ki je prav tako tudi pisateljica, je pa zelo, in je milenijka, ena zadnjih milenijk, je rekla, da so te generacije, ki so vse skozi v svetovnem smislu najbolj jim je bila dosegljiva knjiga. V zgodovinskem kontekstu največ so brale, največ berem, no? In najbolj samoumevno je to. Tako da smo srečna generacija, bi jaz rekla, v zvezi s knjigami, ne?
No, zdaj pa, kot sem vam obljubila, malo več o generaciji Z. Torej, milenice sem zaenkrat spustila, ker bom potem govorila, ko sem začela učiti, sem učila milenice najprej, ne, in bom takrat malo spregovorila, kako jih vidim, ne. Torej, generacija Z, no, naj tukaj korakam. Torej, vsekakor, oni so digitalni domorodci. A ne? Se pravi, v tej času, torej prva generacija je vstopila v puberteto tam nekako okrog leta 10, glede na to, da so 96-letniki in tako naprej. In kaj je leto 2010-2009 prineslo? Ne bom čisto šla v zgodovinska dejstva, ampak Silicijeva dolina v Ameriki je res hiter razvoj, povzročila hiter razvoj dostopnosti do interneta. iPhoni so omogočili, so dodali, leta 9 so dodali dodatno kamero, mogoče bom kar tako odprla, tako da boste vedeli, o čem govorim. Torej, dodali so sprednjo kamero, kar pomeni, da, se spomnite, prej smo o fotografiji govorila, so omogočili selfije, se pravi sepke, ne? In s tem se je spremenil način razmišljanja. Torej, ti si pomemben, sebe popravljaš in ta tvoj svet je, ne potrebuješ drugega človeka, da bo naredil tale posnetek, in s temi posnetki so tudi vstopali svojo podobo v tisti svet, ki se mu reče internet. In oni so tudi večinoma dobili pametni telefon tam že na koncu osnovne šole. Danes opazujemo generacije, ki imajo telefone že v vozičku, v zibki, kar je nekaj strašnega, kar je, lahko rečemo, totalna epidemija novih odvisnosti. O tem bom spregovorila tudi. Torej, in tale razvoj telefonov je pogruntano psihološko z barvnimi aplikacijami naredil tudi privlačno akcijo in v tem pomenu, da so mladi prepričani, da delujejo, da delajo, da imajo življenje, ampak to življenje je onstran, ne. Zdaj pa to brez nadzora nad starostjo. A ste vi vedeli, da je treba imeti najmanj 18 let, če smeš uporabljati YouTube? Pravno gledano. Da smeš imeti najmanj 16 let, da uporabljaš WhatsApp. Da smeš imeti najmanj 13 let, da ustanoviš profil na Instagramu. Če ga ustanoviš prej, moraš z dovoljenjem staršev. Se pravi, starši v resnici nimajo nobenega nadzora nad svojimi otroki, ki pri 8, 9 ustanavljajo svoje profile na Instagramu in vse povsod drugod. Poznam primer 2 staršev, zelo osveščenih, ki sta se prijavila na Instagram profil z lažno informacijo, da sta stara 11 in 12 let in sta naslednjo minuto vsak po svoje dobila že porno ponudbe. Torej, to so strašljivi podatki, ne. Zdaj, kaj pa se dogaja tudi še problematičnega? Jaz sem kot profesorica v svojih 30 letih, 35 letih, kar poučujem, se soočam s padcem samozavesti pri mladih ljudeh, s padcem veselja do življenja, pa torej, to je poimenoval tale Jonathan Haidt kot The Anxious Generation, v smislu tesnobna generacija. Ta knjiga še ni prevedena v slovenščino, založba Miš priporočam. Res priporočam, ker je, zakaj je ta generacija tesnobna in zakaj recimo mi profesorji, no, vi vsi veste, se povečuje število učencev s posebnimi potrebami, s tesnobnimi motnjami, anksioznostjo in tako naprej, zaradi tega, ker se tale svet
je mamljiv po eni strani, po drugi strani odvrača od druženja, od sedenja v travi, kot smo se prej pogovarjali, pošilja jih v osamo in v zelo problematičen virtualni svet. In kaj počnejo starši in to, torej starši so večinoma ne milenici, ampak prej, kako so že bili generacija X, kjer se je s povečavo informacij izvedlo, koliko je svet, zunanji svet nevaren, kjer so posiljevalci, voajerji, pa še kdo kaj hujšega, zato branijo otroke pred zunanjim svetom, pred otroškimi igrišči, pred druženjem zunaj, pred hojo sam v šolo in iz šole, ker je svet zunaj nevaren, ne smeš biti zunaj, bodi notri, za zaprtimi vrati, pred zaslonom, ki je toliko nevarnejši v resnici. Da ne govorimo o tem, koliko se ti otroci premalo gibljajo, ampak to ni stvar mojega predavanja, ne. Torej, še naprej, zdaj pa bom počasi prešla k knjigam, ker jaz sem o knjigah bi rada govorila, ne. Ja, torej, sodobne tehnologije nam omogočajo veliko več, mislim, da bo Gaja predvsem o tem spregovorila, ne, o možnostih različnih knjig, da imamo in e-knjige in zvočne knjige, potem pa še namesto branja imamo portale, spletne portale z interpretacijami, obnovami, podcaste, televizijske, radijske oddaje. Skratka, ta hip je neverjetna ponudba o tem, kaj beremo. Mislim, pravzaprav neprestano lahko podcaste poslušate, sledite, ki govorijo o knjigah ali pa knjige predstavljajo, ne. In tudi sama pravzaprav to vse uporabljam, s tem, da večino pa berem, no. Potem pa tudi omogočajo nebranje, se pravi, da sploh ne berejo ti mladi in da se zatekajo. O umetni inteligenci bom tudi spregovorila in o teh pristopih. Zdaj pa, kaj pomeni to poleg tega vsega, kar sem do zdaj govorila, da se daljša besedila, že Tina je govorila, da debelina knjige in to vsi vemo, ne, mislim, dijaki me vprašajo, ko rečem, ta in ta knjiga bo za domače branje, koliko strani? Jaz zmeraj, pol povem, koliko bo font, črka, ne, pol že manj olajšanje, ne, če pa je drobno, ampak Harry Potter pa ni važno. Ampak ja, težave pri daljših besedilih, ker gre za upad koncentracije, zbranosti, misli jim grejo drugam, pa še spomnite se prej, ko sem govorila o barvitosti, knjige so zanje preprosto premalo barvite in jim pomenijo dolgočasno prebijanje časa. Ali se s tem pojavlja torej tudi upad, ali te vse možnosti pomenijo razvoj kritičnega mišljenja in sposobnosti osebnega vrednotenja. V kakšnem pomenu? Torej, kritično mišljenje je ključno za mladega, odraslega človeka, se pravi, kaj pomeni kritično mišljenje, da ima svoje mnenje in da ga zna izraziti. Žal pa oni že ugotavljajo zadnje čase, da vidijo, čutijo, da imajo kopico besed in informacij v svojih možganih, ki pa jih ne znajo izraziti. Zelo velika težava s osebnim vrednotenjem. In tudi še nekaj, ker so navajeni vedno všečkanja, ne, in potrditev, so tudi izražanje osebnih misli je vedno zmeraj bolj preplašeno. Ko izrazi maturant, a veste, tu je 19 let star človek, ne, svoje mnenje, ga ne izrazi korenito, samozavestno, z veliko začetnico na koncu in piko na koncu, ne, ampak kot dvom. Ali tukaj bi lahko rekli, da je, na primer, ne, torej, tako da tukaj jaz zmeraj bolj vidim, da jih moram usmerjati v to, da so njihove misli vredne in da so povedali nekaj zelo pametnega, oziroma da se o tem pogovarjamo, ne. Zdaj, kaj to pomeni, Tina je že marsikaj nam povedala, ne, kako se spreminja odnos do branja, in obljubila sem vam, da se bom dotaknila nazaj spet milenicev, se pravi, ko sem jaz leta 1990 začela s poučevanjem, sem učila mene so dala, veste, kot mlado smrklo, tako je najprej na poklicno šolo, ne, učiti, tam 3-letne, ne. In se spomnim, da sem imela dijake, ki so bili izjemno navdušeni nad branjem še. Lahko rečem 3/4 razreda
vsakem razredu, je bralo rado domače branje. Spomnite se, da je bila to so bila 90. leta, ko računalnik še ni bil tako zelo razvit, ne? In je takrat knjiga pomenila še neko vrednoto, no? Tudi v razredu pogovor o literarnih delih je kazal navdušenje in dijaki so zelo radi sodelovali. V veliki večini. Iskali so seveda tudi že tako tudi kakšne stran poti, zlasti tisti, ki niso radi brali. No, glejte, tudi jaz nisem, vsako leto kot dijakinja nisem prebrala kakšnega romana. Oče Gorjo me še zdaj muči, na primer. Torej, nič hudega, ne, če se zgodi to in tako je fino, veš, ker se potem srečujem z dijaki na kakšnih srečanjih 10-letnicah, 20-letnicah in potem si tako nagajivo pridejo k meni, jaz pa tega in tega nisem prebral, ne. Ampak dobro, če znaš ti to dobro zakamuflirati in če ti ne škodi, ne nič hudega, ne. Ker tudi Tina je imela predavanje, pri katerim upada zaradi izbora domačega branja, upada odnos, veselje do branja, ne. S čimer se precej strinjam, ne. Ampak to je stvar učnih načrtov, ne. Ja. Dobro, no poglejmo si pa zdaj, kaj to pomeni. Že prej sem vam veliko govorila o generaciji Z, nekaj bom kar preskočila, ampak tisto pa, kar bi tukaj izpostavila, je, da se zelo veliko tistih, ki berejo, zateka k angleškim knjigam, zelo radi berejo knjige na svojem zaslonih, na telefonih. Večinoma so to fantazijske knjige, tako da tvoja top knjiga drži, ja. Zelo, zelo jih je zaznamovala to generacijo tudi pandemija. Res zelo. Prejšnjo, torej ta, ki je lani maturirala in ti, ki so letos, so lahko rečemo najbolj nastradali v pomenu, da so končali osnovno šolo doma v svojih dnevnih sobah oziroma spalnicah, ne, in da so prišli v srednjo šolo, ki je najpomembnejše. A veste, takrat se zaljubljaš, takrat ti hormoni delajo, takrat se družiš, so bili oni doma, ne. In to jih je res zaznamovalo in se rešujejo tega, tudi v pozitivnem pomenu, veste. Jaz imam letos 2 razreda maturantov, ki se silno radi družijo. Prav hote se družijo, ker nočejo, da bi tisto, kar so zamudili, da bi ne obstajalo, ne. No, potem tale bivanje vi to poznate, a ne, to ima Drago Jančar v Velikem briljantnem valčku, ko reče Simonu Webru, Volodja, ja, zdaj si pa res No, to zdaj ti naši mladi so res globoko v svojem svetu. Sej, ko hodite po ulicah, vidite, veste, o čem govorim, če se vozite z avtobusom, z vlakom, veste, o čem govorim. Prejšnji teden smo imeli mi na tem koncu počitnice, vi ste ga, Štajerci ste imeli prej, in bila sem na bazenu, kjer so generacije 40 navzgor brale, niti enega otroka nisem videla s knjigo v roki, cel teden. Niti enega mladostnika nisem videla s knjigo v roki. No, vendar pa, to pa moram še poudariti, da ta generacija izredno čustveno doživlja literarna dela, dosti bolj osebno kot generacije prej. To pa moram povedati in tudi bom to vam na podlagi konkretnih besedil. Sprašujem pa se, ali to vidim jaz tudi zato, ker sem, a veste, baby boom, ne? Zdaj so pa generacija Z, a jaz ta razkorak vidim zato, ker je tak večji razkorak, ali v resnici je vedno so razkoraki, so vedno med generacijami, a ne? In ni nič posebnega, da je tudi tokrat. Samo vidite, da tisto, kar smo prej rekli, ne? Mi smo rojeni v porodnišnicah, oni pa v digitalnem svetu, ne? Tako v tem pomenu. Da to mogoče malo vpliva, ampak mogoče pa je ravno to tisto, zaradi česar smo mi tisti, ki nam tako radi prisluhnejo. Jaz imam zelo dobre izkušnje. Mene dijaki poslušajo, no, ko govorim o literaturi in o literarnih delih. Tako da nisem ne žalostna, ne nesrečna, ne nič, ne. Ja, zdaj pa kaj vse jih ovira? Par stvari smo že ponovili, a ne. No, ampak tukaj bi mogoče to izpostavila. Generacija Z se ne znajde več v prostoru in času. Torej, v prostoru v smislu ne vedo več prav dobro, kje je, ko mi govorimo recimo o ulici, recimo Krk pri Janinem romanu, ne,
Oni do Krka pridejo na podlagi zaslona, sedijo v zadnjem sedežu v avtu in ne gledajo več ven, kako so prišli do Krka, naprimer. Zato so tudi taki romani tako dragoceni, ki jim sporočajo o recimo neki geografiji prostora. Hvala. Pa recimo, da ne govorimo o času, letos imamo mi vojni roman in ljubezen tudi, Jančarjev, in pa Strah in pogum. In druga svetovna vojna je njim popolnoma tuja, ne razumejo sporov med ljudmi, njim je to, da gre Valentin, da doživlja na začetku vojno kot skavte, je njim samoumevno, ne, ker to gozdovja, veste, ne. Torej, vojna, ta strašnost podatka, jim je šele po času prišla v zavest. Ne znajdejo se res v času. To bom spustila. No, zdaj pa to, kar si tudi ti govorila, Tina, ne, o tej družinski kulturi branja ali pa sploh odnosa do umetnosti, je zelo močna in vsekakor se tukaj zelo pozna, tudi pri načinu izražanja. Če se doma veliko pogovarjajo o literaturi, bodo tudi oni znali ne samo o literaturi govoriti, ampak tudi ubesediti svoje mišljenje, svoje mnenje, svoj kritično pogled. Ne. Ja, po drugi strani pa se jim pokaže tudi, da jih svetovni slovenski kanon ne zanima več, ker pravijo tudi, da to ni potrebno. Zakaj bi jaz vedel vse o Hamletu, Dostojevskem, Balzaku prej omenjenem in tako naprej, če pa bom jaz recimo geodet zgolj. In ko jih spomnim na dejstvo, da bodo geodeti samo 40 ur na teden ali pa kakorkoli in da preostalo, da so ljudje, ki imajo lahko splošno razgledanost, se malo zamislijo. Najbolj pa jih nagovorim, če jim rečem, da bodo naredili vtis na punco oziroma fanta, če bodo povedali, da poznajo, kako se je obnašala Ofelija do Hamleta, ne, recimo. No, ampak po drugi strani pa, a veste, njih je dobesedno strah, kako se usesti na kavč pa v svojo poslo in prijeti knjigo v roko in biti sam s tisto knjigo, ne vedo, kakšen čar in kakšno čudovito potovanje je to enkratni pokrajini. Ne. To jim moramo odkriti. Knjižničarji in profesori slovenščine jim moramo, ali pa jezikovno, jim moramo to odkriti. Ne. Ja, zdaj pa kako? Ne? Kako? Torej, najprej domače branje. Ne. Torej, izbor domačega branja je malo problematičen v srednji šoli, s tem, da jaz kot odrasla oseba se ga zmeraj znova zelo veselim, dijaki pa manj, zaradi tega, ker mi je to res nekaj tujega. A veste, mi se na začetku soočamo najprej, prvo domače branje je običajno svetopismo, potem kralj Ojdip, Antigona, Hamlet, ojoj, ne. K sreči pridemo do Tartifa, ki se malo porežimo, ne. Torej, tako prav poskrbimo za to, da mučimo dijake z besedili, ki so pravzaprav na nivoju 3., 4. letnika. Ne? A veste, no, zakaj? Lejte, kako dojemajo kralja Ojdipa? Ja, gnus jim je, a veste, da je šel se poročiti s lastno materjo. 4 otroke je imel z njo, materjo. Ne? Mislim, v glavnem to, da je ubil očeta, to je tako Harry Potterju to, ne. Potem Antigona. Ne, da sovražim, da ljubim sem na svetu. Ja, kakšen odnos pa do Hajmona, se ga sploh ne šljivi. Ne? To je njihovo mišljenje, razumete? Hamlet je zanje kriminalka. Ne? Torej to, da malo cvika Hamlet, kaj bi naredil, ali bi, ali ne bi, ali ne. To ni, ampak to mu pa zamerijo, kako je grdo Ofelije. No? Potem Dostojevski, mislim, ko jim pokaže zločin in kazen, zločin se zgodi na 80. strani romana in pol ta tip fura safr še 300 strani. Pa daj bi prej mislil, bi vsaj oni ne mučili se. Ne? Torej, tako žal, lejte, jaz imam gimnazice in to dobre gimnazice, ampak 1., 2. letnik tako doživljajo. Najbolj dobro je Črtomir in Bogomila. Ja pa Jano, Bogomila se žrtvuje za Črtomirja in gre ona tam potem, ne bo nič z njim imela, ne?
on potem nič ne bo imel, ne, kakšna ljubezen je to, ne, no, skratka. In potem tudi dobimo to v esejih, a veste, zadnje čase zmeraj bolj je tako čustveno stanje močno, ne, pri njih. Dobro, potem se pa priznam, v 3. letniku spremeni. Mogoče še alamut, da ga doživljajo, da kaj so se tisti fantje tam tako uničevali, ampak pol, če jim postaviš zrcalo, da se pravzaprav tudi mlad človek zdaj uničuje z raznimi omamami, potem spregleda, potem se pa ponovadi spremeni, mlad človek pri 17, 18, 19 je že zelo dober bralec, če je bralec. In zato pravim, da bi bilo pametno malo obrniti kakšna gradiva, ne. No, zdaj pa kako jih motivirati. Torej, pri takih težjih besedilih, ki sem vam jih zdaj predstavila, jim običajno jaz zelo veliko povem vnaprej, da bodo potem bolj, ne bodo v tako neznanem svetu. Recimo pri Hamletu jim lahko rečem, kar razložim vnaprej, kaj so osebe, kako je odnosi, ker potem dosti lažje sprejemajo, morate vedeti, da je tudi to blank versa, ne. Ali pa da je ritmizirana proza Kralj ljudi pa Antigona, ne. Tam nimam težav, zato ker imamo klasično gimnazijo, ne, in to zgodbe poznajo. Tudi sprotni pogovor, ko oni berejo, da sproti jih sprašujem, kako vam gre, je kar v redu. Dostikrat se zatekamo, in to je res dobro, tudi k obrnjenemu branju, učenju, oprostite, torej to se je začelo v času pandemije, ampak jaz to kar vodim naprej, v smislu, da jim že vnaprej postavim kakšne teze in da potem oni ob že napisanih tezah o tem razmišljajo, ali pa vprašanja, ali pa da jih spodbudimo k iskanju virov in tako naprej. Potem, to je pa res najbolj dragoceno, skupno branje. Torej, maturantje berejo sami, najprej seveda preberejo romane sami, preberejo drame sami, ampak potem, ko beremo skupaj in ko obravnavamo skupaj, običajno oni noter padejo, jaz imam pred očmi zdaj, ko zazvoni in kako so oni bi kar še bili pri slovenščini, zaprepadeni so nad tem, kaj so skozi uro ugotovili ob romanu. Ali pa mi je bilo res čudovito konec februarja, ko smo zaključili z romanom In ljubezen tudi, in sem rekla, no zdaj smo pa zaključili, zdaj bomo pa še par ur se pogovarjali ob tem, so oni zaploskali, ne meni, sebi, ker so navdušeni bili nad poglobljenim branjem, pa tudi odnosom do literature, in če bi tako brali, to jih zmeraj spomnim, če boste tako brali poglobljeno, boste uživali v branju. Bodo to dragoceni. Potem se dostikrat zatekam tudi k obravnavi odlomkov, v smislu, da domače branje dam potem recimo 8-9 odlomkov in jih presenečam, v smislu enkrat dam to delo po skupinah ali pa po dvojicah, ali pa jim dam posamično, no, danes pa ti Rok predstavi drugi odlomek, kar pomeni, ker jih presenečam, so lahko dobijo zelo slabo oceno za nebranje in ker to vedo, da jih lahko presenetim, so pripravljeni, ampak ta strah, ki ga občutijo pri tej grozni perfoksi, ni strah, verjemite mi. Samo vedo, da so opravili domačo nalogo, ne? Torej nisem jim grozila, ampak domača naloga, domače branje je domača naloga in domača naloga je obvezna. Tako da ima razlog, o moj bog. Se pravi, no tukaj pa vseeno moram spregovoriti, roman po lastni izbiri. V 1. letniku jim dam mladinski roman, običajno jim dam spisek 60 romanov, da jih potem 32 dijakov vsak svojega zbere in drugim dijakom predstavijo to. V 4. letniku jim dam pa sodobni slovenski roman za odrasle. In na koncu si vsi pišejo te romane in naredijo spisek za poleti. Torej, ali pa za sprosto. Skratka, mislim, da je to nekaj najboljšega in tudi zelo dostikrat dobim povratne informacije, da so prebrali še kakšen roman in tako naprej, ne. Seveda je tudi ustvarjalno pisanje pomembno in to jih, torej ustvarjalno pisanje, zdaj pa tukaj, ne, no, saj tu bom spregovorila, knjižnice, bralni klubi, literarni krožki, pa tudi pri pouku slovenščine je ustvarjalno pisanje, lahko rečemo,
že močen korak k branju. Zdaj pa skozi dialog, če grem, ne? Dialog staršev, knjižničarjev, profesorjev, pisateljev je nujen, ker oni skozi dialog eden drugega posluša, pa tudi posluša sami sebe. Tudi to je pomembno. Kaj mislim s tem porota za ali proti? Torej, to zelo dostikrat obravnavam domače branje tudi, torej branje obravnavam tudi tako, da postavim dve poroti ali pa celo več porot. Primer pri Vladimirju Matjaža Zupančiča je ena skupina ščitila Mašo, ena Aleša, ena Mikija, ena pa Vladimirja. In peta skupina je bila sodni senat, ki je na sodišču in obravnava ta kriminalno dogajanje, ki se zgodi na koncu drame. In to so zelo radi imajo, dosti bolj, kot pa, če se zatekam k umetnim stvarem, kot so recimo Kahoot, Quizlet, Mentimeter in ostale aplikacije. Ja, sem rekla, da bom spregovorila še o umetni inteligenci. Torej, moji dijaki se k umetni inteligenci zatekajo. Dokažem jim, kako je to zelo problematično, naprimer pri kakšnih konkretnih esejih, ki jih oni napišejo, naprimer ob Smoletovi Antigoni. In jim pokažem, torej se pogovarjamo, obravnavamo najprej, potem pa oni morajo napisati esej in vidim, jaz žal vidim, kaj je umetna inteligenca napisala in kaj so sami, kajti, ko smo postavili teze pred njimi, sem v ChatGPT tipkala vprašanje, je umetna inteligenca odgovarjala Sofoklesovo Antigono. Terezias ni bil tak, kot je pri Smoletu, Hajmon ni bil tak, kot je Smoletov, Ismena ni bila taka. Skratka, če ti obvladaš Smoletovo Antigono, potem veš, česa umetna inteligenca ne zmore. Umetna inteligenca je njihova Motika in Kramp. To je generacija, ki bo imela umetno inteligenco. In vedno znova se z njimi pogovarjam tole, kar je napisano z modrim, kako boste vi presegali svojo generacijo, ki bo uporabljala umetno inteligenco? Kako jo boste tisti, ki boste štrleli ven? Ker jo boste uporabljali, morate vi jemati kot orodje, ne pa kot edino, ki namesto vas razmišlja. Ker če ne boste razmišljali, boste zakrneli. No, v glavnem, običajno so malo preplašeni oziroma razumejo, da želijo biti intelektualci s svojimi mislimi in da jim umetna inteligenca lahko zgolj služi potem, ko oni naložijo svoje znanje. Tole bom pa mogoče malo hitreje, ker ta generacija res več rabi povratnih informacij kot katerakoli prej. In ta povratne informacije ne smejo biti samo krasen si, čudovit si, se razumete, ampak tudi pravilno izražena kritična presoja, ki naj izboljša. S pravilno uporabo pravzaprav presoje in vodenja iskanja skupnih rešitev. Zelo so hvaležni za to. In zdaj pa, tukaj bom tudi, sem že vsega se že dotaknila, pač pa bi tole še izpostavila kot pisateljica. Skratka, ko prihajam na šole, prihajam zelo različno. Ta dogodek, ko pride pisatelj, se ne govorim samo o sebi, sam govorim iz svojih izkušenj, je lahko za šolo velik ali pa majhen dogodek. Odvisno od tega, kaj naredijo odrasli. To niso starši, ampak so to učitelji oziroma knjižničarji. Kako predstavijo dogodek? Kdo bo prišel? Na osnovni šoli, torej, ko sem med njimi, doživljam dvoje. Ali zelo odprto, spontano veselje in iskrena vprašanja ob mojem nastopu, ali pa popolno nezainteresiranost in lahko rečemo tudi nespoštovanje ne samo pisatelja, ampak odrasle osebe.
seganje v besedo, potem omalovaževanje in tako naprej. Ampak večinoma je prvi del. Drugi del pa večje zanimanje, srednji šoli je večje zanimanje in pišem lažna nezainteresiranost. Zelo se bojijo vprašati, postaviti vprašanje ali pa izraziti svoje mnenje, ker se bojijo, kako jih bodo sošolci zaničevali, prezirali, zafrkavali in tako naprej. Zdaj pa svojimi najprej... Upsala. Kaj sem naredila? Ja, vi ne vidite, kaj sem naredila, dobro. Pol je v redu. Torej, z lastnimi izkušnjami, s katerimi se zdaj soočam, moram povedati, da mi je, ugotavljam tudi, ko sem na nastopih, da so te izkušnje zelo različne in da na mnogih šolah pri branju sprožijo, lahko rečemo, kar cele akcije še dodatne. Naprimer, čudovite izkušnje imam z romanom Balada o drevesu. Ko sem prišla recimo na šolo, gimnazijo Idrija, so dijaki me spontano spraševali, kaj narediti, če ima sošolec recimo samomorilske težnje, kaj narediti, če se soočaš s lastno težavo, ko občutiš, da si morda bipolaren, kaj narediti, če te sošolci zavračajo. Najlepša izkušnja je pa na prvi gimnaziji v Mariboru, kjer so ob romanu Balada o drevesu dijaki sami spontano izrazili željo po krožku za samopomoč in mislim, da ga še imate, ne? Ja, to je čudovito. To, si predstavljate? In da se oni družijo vsake nekaj tednov in vsakič več dijakov in nove knjige, ob katerih se pogovarjajo o problemskih vprašanjih svoje generacije. No, to je ta stavek, ne, je, ga dostikrat slišimo, kaj bi mi s temi generacijami naredili, saj tako brez veze, ne, saj so konc je z njimi, mislim, to je, kaj že je tesnobna generacija, pa izgubljena generacija in ne, ni tako, noče več. Ne strinjam se s tem, sama občutim vedno znova, da drži tole, kar pravi Slomšek, da če hočeš druge vneti, moraš sam goreti.